sem pripravil malo prosojnic, pa bi z vami podelil, kole upam, da se vidi. Še enkrat dobrodošli na 6. redni generalni skupščini, danes je 1. marec. Gradnja močne in zanesljive društvene in družbene kulture. Mi izgubljamo, veste, danes kulturo in to sem pripravil v 6 točkah. Na tem našem 195. srečanju Društva Belis so te točke zdaj, če gremo skupaj, najprej pomen jasno opredeljenih vrednot. Če država ne razume, kaj so njene vrednote, kaj je njeno poslanstvo, si bomo sami to postavili. Kot drugo, oblikovanje poslanstva in vizije za prihodnost. Mi, če si ne bomo sami poslali posle, vidite poslanstvo, ne? Bomo poslali posteljo ali bomo naredili svoje poslanstvo, in pa vizijo za prihodnost, kajti če te vizije za prihodnost ne bomo imeli, potem stojimo pač na nekem določenem mestu. Tretja stvar, naše obnašanje, naše vedenje oblikuje odločanje. Torej, če mi nekaj govorimo, pa tega ne storimo. Tako kot politika, potem izgubimo kredibilnost. O tem kasneje, pod točko 4 sodelovanje in odprta komunikacija, to, kar imamo mi med seboj. Vsi si lahko povemo stvari, brez zamere. Jaz vem, da ker tole je bilo pripravljen v kratkem času, da je kakšna tipkarska napaka ali pa kakšen link ne deluje. Ampak ljudje, to se zgodi. Kdor delata tudi kdaj kakšno malenkost pogreši. Tako da to niso hude stvari, hujše bi bilo, če ne bi bilo nič od tega ali pa če bi bilo lažna stvar predstavljena noter. V tem smislu je sodelovanje in odprta komunikacija med nami vsemi nujna. Tako da, če kaj opazite kdaj, jaz bom zelo vesel, ali mi mail napišete, ali pa predsednici, ali pa nadzornemu svetu. Boris je danes tudi z nami, ne? On je nadzorni, predsednik njemu, ali pa no, se bomo danes še prišli do tja, boste videli, komu vse in kam lahko pišete. Potem pa rast in razvoj v društvu. Od te komunikacije, od tega, kako mi med seboj komuniciramo, sodelujemo, se razumemo, se podpiramo, seveda je pa odvisna ta rast in razvoj društva, kako bo šel naprej in kam bo šel. In pa kot na koncu, seveda pa vsi rabimo motivacijo, pa namen našega združevanja in druženja in pogovorov in učenja in kaj naj še rečem. V tem smislu bomo danes šli skozi. Pa gremo k prvi točki. Prva točka se pravi pomen jasno opredeljenih vrednot. Kaj je etika, kaj je morala, kaj želim, a sem kulturen ali nisem kulturen. Tako da prej sem bil deležen kritike, da sem popravil gospod profesor, ker je ona tako pozitivno prejšnji teden povedala. Jaz sem jo malo skorigiral, pa sem bil v drugo smer skrajno hud, zaradi tega, ker imam čisto druge izkušnje, ker jaz nikoli nisem delal v državni upravi in so stvari precej drugačne, ampak na koncu ste vi tisti, ki presodite. Tako da te vrednote, gledajte, je treba biti nekje zelo previden in besedno, ali jaz ne vem, kako bi rekel, ali mehek, ali grob, ali včasih tudi zaupit, da te kdo sliši. Ker to, kar se v družbi danes dogaja, za mojo oceno, kar vidim, v javni upravi Republike Slovenije so stvari nesprejemljive. Demoralizirane, nobene etike. Sami ne spoštujejo pravnih norm, pravnega okvirja, ki je postavljen. Mi tako delamo. Ja, v redu, ampak to ni v skladu z zakonom. Kaj šele z ustavo in mednarodnimi pravili? Ja, mi tako delamo. Ja, lahko vi delate zase, ampak ne za družbo. Med seboj, ampak gledajte, kam se je to razširilo, se je kar razpaslo. No, gremo tukaj pogledati, kaj so ključne stvari. Gledajte, 3 točke, vloga vrednot v kulturi današnje travmatične družbe. Prvič, jasno mora biti artikulirana vrednota, ki oblikuje način interakcije med nami člani. Da se sprejemajo odločitve, tako kot se morajo, in danes bomo sprejeli 2 odločitvi v 1. in 2. točki in se bomo skomunicirali in da se pač na te odzive tudi pošteno odzovemo. Ko so vrednote ponotranjene v moji duši, v moji pameti, v mojem telesu, ko na to zavibriram, seveda se medsebojno drugega tudi o tem spodbujamo in to je odgovorno in to pripelje do večje angažiranosti, zaupanja in pa,
Glejte, k društveni kolektivni odgovornosti, pod točko 1. Pod točko 2, vrednote služijo kot kompas za individualno skupno življenje in skupna dejanja, ko se za nekaj odločimo. Zagotavljajo okvir za vrednotenje, kaj izberemo, kako s tem rokujemo, kako kakšno idejo pregnetemo in predebatiramo, da je seveda za vse nas uporabna. Konflikti, ki pa pridejo, jih moramo reševati med seboj, zato imamo seveda v društvu tudi častno razsodišče, ki ga bomo vsak čas močno aktivirali, kajti danes dobi posebno razširjena pooblastila na tem občnem zboru, tako da te aktivnosti in splošni cilji družbe se v društvu sedaj širijo. In pa po točko 3, gledajte, opredelitev, smo rekli, temeljnih vrednot. Opredelitev kaj je temeljna vrednota? Temeljna prepričanja, ki vodijo delovanje in odločanje celotne organizacije. To je etos družbe, to je standard za želeno obnašanje, sodelovanje, za medčloveške sprejemljive odnose in za dobrodelne prakse med člani društva Belis, in celotno društvo potem diha tudi v družbo. In s tem seveda tudi spreminjamo celotno družbo. No, vzpostavitev organizacijskih vrednot, ki jih danes postavljamo v tem 6. občnem zboru, ki je ključna prelomnica v razširitvi našega statuta, društva Belis. Naj poudarim, ne gre za spremembo statuta, statut ostane nespremenjen. Ampak gre za aneks. Aneks pa opredeljuje v 5 točkah, o tem bomo kasneje tudi še povedali in tudi ste v zapisniku dobili. Tak postopek, gledajte, definiranje vrednot, ki smo si jih sedaj postavili, vključuje skupne razprave, to, kar imamo sedaj. Pogovore, srečanja, morda, ne vem, s kakšno anketo, kakšno vprašanje lahko rešimo v društvu. Delavnice. Skratka, več članov, ko sodeluje, več glav več ve, kako že rečejo, ne? Ja, in to odraža potem celotno identiteto društva in delujemo kot edinstvena skupnost, ker društvo Belis, bom rekel, vključuje in nove člane, aktivira stare člane, tako da danes je en član pri nas, ki je prvič prišel, dobrodošel med nami, to je, veste, veselje pri nas, ker se v glavnem se dobivamo in potem se zadeva širi, pride nov obraz, nova duša, nova energija, tako da. In pa seveda, pri teh vrednotah obravnavamo, bom rekel, verodostojen značaj, ki se ohranja, pa ne samo ohranja, ampak da se krepi in gre naprej s svojo tankovsko močjo, če hočete, proti politikam, ki niso korektne, ki niso moralne, ki niso etične, in to se hitro zazna. In če gremo zdaj k točki 3, evo študije primerov, če pogledamo malo okrog sebe, lahko vidimo, eno društvo dela tako, drugo tako, ministrstvo tako. Imamo različne primere, ki so uspešne implementacije vrednot ali pa zelo neuspešne. Odvisno, kako zadevo vidimo in kakšen ima impakt oziroma vpliv na družbo. In zdaj lahko rečemo tako, društvo se s tem načinom, ko vzame kakšen primer, lahko krepi, lahko se pa naleze kakšnih slabih navad, ki je druge, lahko pa seveda s tem tudi pade. Tako da tukaj moramo drug drugega paziti, na drug drugega biti pozorni in krepiti dobre stvari. Tako da, Danica, še enkrat hvala, ker si me tako lepo, jaz sem zelo razmišljal o tem, veš, zadnjič. Danica. Ja, no, sva dva, vidite, to je tako, ne, ko se tako lepo znamo pomeniti, to je čudovito. Zdaj gremo pa po točko 2, evo, oblikovanje poslanstva in vizije. Kaj to pomeni? Razumevanje poslanstva in vizije v društvu. Zdaj pa tako, ne, razumevanje med poslanstvom in vizijo, obstaja neka razlika med tema dvema pojmoma, ne. Vloga vizije za našo prihodnost, to se pravi, če gremo tako, poslanstvo opredeljuje namen in osnovne cilje društva, medtem ko vizija slika prihodnost in riše želeno prihodnje stanje.
To je vizija, nekaj si narišem in potem to uresničujem. Ne? Oba elementa skupaj delujeta v tandemu pri usmerjanju vseh naših, bom rekel, strateških pobud v delovanju društva. Poslanstvo in vizija, oboje skupaj. Zdaj, vloga vizije za našo prihodnost je privlačna in navdihujoča vizija, navdihuje in pritegne člane z idejo ali pa tudi ne. Vprašanje, kam pelje ideja. Jaz predlagam, da delamo za našo boljšo prihodnost ali pa da rešujemo tisto prihodnost, ki jo je naša država ali pa naši voditelji, ki smo jim zaupali svoj glas, so naš glas izigrali in nas peljejo v napačno stvar. Uresničujejo voljo tistih, ki jih plačujejo od odzunaj, od nas dobivajo pa denar in s tem denarjem pa po nas tolčejo nazaj nepošteno in nepravično. Mogoče bi to kako drugače lahko povedal, pa ne znam, to bi Danica znala čudovito povedati z mehkim tomom, ampak mislim, da sem kar dosti dobro to definiral. In pa če gremo po tretjo točko, pomen jasnega poslanstva. Jasno poslanstvo zagotavlja usmeritev društva. To se pravi, da imamo jasno vizijo. Ne? Poslanstvo, vizija in pa seveda pomen. Kakšen je pomen vsega tega? Da se osredotočimo, da si pomagamo med seboj, da se usklajamo, da si povemo. To je, gledajte, kot ena mobilizacijska sila, ena mobilizacija. Ne? Naredimo eno akcijo, ki motivira vse nas, da prispevamo k dosežkom ne samo društva, ampak celotne družbe. Zdaj imamo pa pri tem nekaj korakov za narediti. Koraki za ustvarjanje ustvarjalnih izjav o poslanstvu in viziji, drugič vključevanje članov v razvoj in pa primeri izjav poslanstvu in viziji. Razvoj izjav, veste, o poslanstvu in viziji običajno vključuje raziskave, možganske nevihte, ko se prepiramo, kako bi eno stvar rešili, ali pa nastane en pravni problem in se tukaj 3-4 usedemo skupaj in debatiramo, iščemo rešitve, kako bi kaj lahko na eno stvar odgovorili. Recimo konkreten primer nocoj pri mizi, ki ga je izpostavila Viktorija, je povedala, da je to zdaj že en primer, kjer si sodišče dovoli, koliko Viktorija, 3 mesece? 4? 4. mesec, da je sodišče, ki ima rok 30 dni, ne, za odločbo ali pa za odgovor, maksimalno 60, kadar je zadeva zapletena, tukaj pa zdaj že skoraj 120 dni, če je to 4 mesece. Ne? Ko si eni lahko privoščijo vse mimo zakona, ti pa če en dan zamudiš s pritožbo v roku 8 ali pa 15 dni, odvisno koliko je pritožba, ti pa reče zavrženo. In tako v obrazti napiše, vaša pritožba je zavržena, pa sploh, ja, brez pojasnila, brez vsega, pa je recimo za en dan, oni si privoščijo pa 4 mesece. Zdaj, vidite, tle znotraj teh problemov, moramo si mi ustvariti naše korake za prihodnost in tudi tem ljudem dati vedeti, da tako pa ne bo šlo. Če oni pišejo pravila nam in se jih mi držimo, oni pa ne, pol nekaj zelo narobe, nekaj ne štima. In, lejte, danes, ko imamo letno poročilo, ko gledamo za nazaj, to se pravi to letno poročilo, ki smo ga malo za nazaj pogledali, in pa nujno razširitev in poglobitev vsega tega znanja skozi aneks, kot nujno razširitev in poglobitev za prilagoditev novim nacionalnim in globalnim razmeram moramo narediti, ker naš statut je od 2002, takrat je bil v tistem času, v kraju, prostoru in hladnih deželah, lahko rečemo pa, če je bil en drug čas, ne? Danes je pa drug čas. Statut je odličen, s tem, da smo ga samo prenesli iz analognega v digitalnega, nismo ga spreminjali, samo poglobili smo z aneksom, gre pa za isto stvar, tako da. To je zelo pomembno, to je nujen korak za zaščito članov in nujen korak za preživetje in obstoj in v tej hitro se razvijajoči družbi, ki kar devja. To se pravi, jaz imam občutek, da od prejšnje sobote tukaj stojim in govorim, kot da se vmes ni zgodilo nič. Tako hitro, verjemite mi, gre čas.
Imam občutek, da Iviljana večkrat pride k meni v pisarno, ko jaz domov. A veste, kakšen občutek je to? Namesto, da bi bilo obratno. Zato moramo še bolj aktivno sodelovati. Na zunaj izgleda vse krasno, vse super, dejansko pa ni tako v družbi. Oblikovanje izjav pa vključevanje, recimo tukaj, ko imamo vključevanje članov v razvoj. Ljudje počasi spoznavajo, ko nekoga po glavi udari, spozna, da rabi pomoč, da ne zna, da je živel čist mimo tega. Ne? Zato, ker so rekli ti gospodje, ki uvajajo novo realnost, nobody will be left behind. Nobenega ne bomo pustili za seboj. Se pravi, se bojo dotikali vsakega izmed nas. Ampak, vam povem nekaj, če bomo v društvu držali skupaj, mi smo nedotakljivi. Če ste pa kot sam, vsak zase, bolje pa zgodba drugačna. Če imaš pa ti hrbet krit, pa nekoga za seboj in imamo pravila, v katera kot člana društva ne smejo posegati, ko se identificiraš kot član društva Belis, kjer imamo pravila, so pa zgodbe precej drugačne. Takrat imaš pa za sabo ne 10 ljudi, ne 100, ampak nekaj tisoč. Takrat se pa stvari spremenijo. To je poslanstvo in vizija društva k nujnemu razvoju. V to smer gremo. In točka 3. Oblikovanje obnašanja članov in odločanje. Zelo pomembno je, kako se vsak od nas obnaša, čist kot človek. Ker to seveda prispeva k odločanju. Če se odločate tako, recimo, da nikoli z ničemer človek ni zadovoljen, to ni najboljše. Če je človek z vsem zadovoljen, pa reče, plačam sam, da imam mir, ta človek potegne celo skupnost za sabo, zaradi tega, ker podpira slabo. Nekdo, ki je skozi zadovoljen pa prijazen, imamo spet 2 policaja, ki sta na cesti, en je dober, eden je slab, en te poriti tolče, reče, vse bo dober, vse ni tako hudo. Ne? A veste, jaz osebno na moji koži sem vse to občutil, a ne? In ni hujšega kot on dober policaj, on ko te udar, on vsaj pokaže svojo naravo. On je veliko bolj hudoben, ker ve, da te bo na koncu s to prijaznostjo še položnico za 800 evrov ali pa za jurja pa pol ali pa za 3 jurje napisal. Ne? Zato je prijazen, da ti tam ne ponoriš. In glejte, če imamo zdaj vpliv kulture na obnašanje in znanje, je zelo pomembno, da znamo artikulirati. Z Egidijem sva se slišala danes ali včeraj, ne vem, kdaj sva govorila, o pomenu besed, o pomenu izrazoslovja, koliko tujk smo v zadnjem času upeljali, teh ameriških tujk, pa časopisi pišejo. Glejte, jaz ko poslušam včasih Državni zbor na Slovenija 3, mislim, da je, ne, v tem programu poslušam in si mislim, zdaj ne vem, a sem jaz od danes, poslušam kakšne stvari in ne razumem, moram nazaj zavrteti, pa še enkrat, ali pa kakšen izraz, ki ga rečejo, poiskati, da se lahko z vsebino vežem naprej. Ker če enega izraza vmes ne poznaš, potem praktično si izgubil rdečo nit. In nujno je, veste, da se izobražujemo dnevno, ker razvoj gre tako hitro naprej. Tako da, standardi bontona znotraj društvene kulture so ključni. Glede obnašanja, vedenja, to nam vse vodi našo pot. Kako člani med seboj komuniciramo, kako sodelujemo. A je pozitivna kultura, ki spodbuja etične prakse in krepi občutek pripadnosti, bom rekel na nek način, in generalno izboljšuje splošno društveno klimo. To je najbolj pomembno. Ljudje, ki so prihajali sem in so kvarili to društveno klimo, hvala Bogu, so sami od sebe odšli, zaradi tega, ker tukaj se ni prijela ta njihov način obnašanja, razdiranja. Ne? Zdaj so se te stvari, bom rekel, gledajte, šele po 4 letih umirile in ljudje so sami po sebi s tem obnašanjem, s to kulturo, ali so bili poslani, ali so tak značaj, Bog si ga vedi, ampak zadeve so se zelo prečistile in jaz sem presrečen, ker ljudje zdaj popolnoma drugače komuniciramo. Ne gledaš več, kdo se s kom pogovarja, pa zakaj unga kliče na stran, pa mu nekaj šepeta. Ne,
Povejmo na glas, tukaj smo vsi. In to, gledajte, obnašanje, znanje, kultura krepi vse to. Ne? Tako kot recimo jaz sem tlele noter tudi za letno poročilo sem napisal samo tako, kot je. Nič drugače. Ne? Če pa pogledate druga letna poročila okrog pri drugih društvih in politikih, boste pa marsikaj videli, je pa marsikaj drugače. Ampak, ok, procesi odločanja, ki jih vodi kultura, se potem vidijo tudi seveda navzven. In te skupne vrednote, prepričanja pa oblikujejo naše skupne pristope k reševanju družbenih problemov in pravnim inovacijam v družbi. Moram reči v družbi, da smo kar pravno inovativni. Marsikaj naredimo, ki je v skladu z ustavo, kar do zdaj ni bila niti praksa, ker odvetniki in pravniki tega niso smeli narediti ali niso bili poučeni ali pa imajo premalo znanja oziroma ne smejo narediti, ker bi sicer izgubili svojo licenco in bi bili ob službo. In naprej, pogledajte, imamo orodja za usmerjanje vedenja. To usmerjanje vedenja je pod 3 točkami. To so lahko delavnice, ta naša srečanja, kjer se izobražujemo, potem so mehanizmi povratnih informacij, ko se izobražujemo, nekdo to znanje uporabi ali na sodišču, na državni upravi, s policistom, ali pa v medsebojnem pogovoru s partnerjem, ali pa pri vzgoji otroka, ker imamo vse sorte izobraževanja, je potem seveda mehanizem povratne informacije. Zelo pomembno je, veste, da človek reče, ko nekomu daš nasvet, da ti da povratno informacijo, a je s tem nasvetom uspel kaj narediti, ga zgnesti, uporabiti, ali pa rabi še dodatno pomoč pri tej zadevi. Tako da to so stvari, veste, povratna informacija, to so ta orodja. In pa sistemi priznanj in nagrajevanja. Mislim, da če ti je nekdo iz svojih izkušenj, znanja dal in čas in vse to, neko informacijo, za katero je delal 10, 20, 30 let, da je tudi prav, da se za tako dragoceno informacijo, s katero rešiš problem, pa tudi če ga na pol rešiš, znaš v bistvu zahvaliti in nagraditi z besedo hvala, poklicati, povedati, to sem naredil. A veste, ljudje meni dnevno pišejo recimo tlele joj, gospod, zdaj pa gledajte, nam je pa šlo prvič recimo pri informacijskem pooblaščencu skozi, ker so nam skozi zavračali. Zdaj ste pa vi napisali, zdaj nam je pa šlo skozi, gospod, hvala. Jaz ne vem o tem, jaz nič ne vem o tem. Ampak pol, ko dobiš povratno informacijo, je seveda lep občutek. Tako da orodja za usmerjanje vedenja so ključna. In ko se mi zmenimo, za eno stvar, to je orodje, uporabi ga in daj povratno informacijo, kaj si s tem naredil, če si ga pravilno uporabil. Če nisi, bomo poskušali pa drugače. Zato je društvo perfektno, bom rekel, združenje, kjer lahko orodja izboljšujemo. To je to. Gremo na točko 4. Sodelovanje in odprta komunikacija. Mi moramo med seboj seveda sodelovati z odprto komunikacijo. Če sodelujemo potihem, veste, to je kot med partnerjema, ki sta tista tiha, težka tišina, ki boli, ne? Tako da to ne pride v poštev tukaj pri nas. Poglejmo par stvari. Pomen svobodnega sodelovanja v društvu, ker društvo je lepo, vsak se svobodno odloči, pride v društvo ali ne pride, se priključi ali ne, to je stvar svobodne volje. In potem pa seveda primeri sodelovanja med člani in tudi društva med društvi kot organizacija med organizacijo. Sodelovalna kultura krepi ustvarjalnost, to je prva stvar. Reševanje problemov omogoča članom, da izkoristimo različne poglede na različno stroko in z različnimi znanji inovatiramo, se spodbujamo, si dajemo nove ideje, kar je prekrasno, to je čudovito. In celoten uspeh društva je odvisen od tega in ta uspeh se zrcali tudi navzven družbe. Ker, ko poveš eno žalostno stvar, jo vsi slišijo, ko poveš veselo stvar, jo tudi slišijo. In več, ko je veselih, močnejša je ta rešitvena energija, ta sonček, kot pa solze in žalost. Zelo potem to potegne dol. Tako da, gledajte, to je kultura sodelovanja. In primeri pa krepijo odnose. Če je dober primer,
je v podporo skupnosti, društvu, so dobri nameni in pripomorejo k, bom rekel, celjenju ran, ne samo duhovnih, duševnih, ampak sploh kot celotnega društva, kako operira. In česar smo pač deležni v današnji družbi. V današnji družbi smo lahko deležni kritike, lahko smo deležni pohvale, lahko se najde en človek, ki samo negativno piše o društvu ali pa o posameznem članu, lahko se najde pa nekdo, ki tudi neki vid, a ne, in je potem, ko nekaj pohvali, z vseh drugih napaden, češ, kaj pa ti to hvališ. In veste, to je, gledajte, pomen svobodnega sodelovanja in kulture je tukaj, da ostanemo korektni, pošteni in da se pogovarjamo brez čustvenega naboja, samo o dejstvih, da ne pride do kakšnih ekscesov in vsega tega. Tukaj je potem naprej, gledajte, izboljšanje komunikacije, imamo 3 stvari: prakse, orodja in prepoznavanje. To se pravi, prakse odprte komunikacije zahteva pregled prakse, kot so redni sestanki, povratne informacije, smo rekli, iskren dialog in skupno reševanje problemov. Ne samo, da to samo eden ali pa 2 ali pa 3, ampak da tudi se skupaj si napišemo. Včasih se spomnim, smo imeli še 3 leta nazaj dokler nam niso tistega našega portala na Google čisto vzeli, so rekli $12,000 morate plačati na $12,500 celo, $12,500 na mesec morate plačati, tisto, kar smo imeli 21 let za test, ne. Nam so to leta 2013, 2004, ja, ko smo se prijavili, ne, ja, lahko to uporabljate, super, ampak v zameno pa to, ne. In pol naenkrat v covidu, ko smo mi imeli pač te, bom rekel, anti-covid akcije, v Googlu se ve, kaj so podpirali, in naenkrat je prišel račun, $12,500 na mesec, smo rekli, hvala lepa. In nam je padel, se pravi, ves ta sistem, ki smo si takole med seboj sodelovali, šerali, tako da na enem dokumentu je več ljudi delali skupaj, ne. Se tudi zdaj je to možno, ampak ni več tako elegantno in tako kot prej. Potem, gledajte, uporaba platform za sodelovanja in komunikacijska orodja, vse obstaja, tako imenovan, bom rekel, Slack ali pa Microsoft Teams, so neke izboljšane dostopnosti tehnične, ampak najboljše je, da se vsedemo za mizo, tako kot smo mi danes tukaj, in udarimo debato, ne, ja, in pove vsak svoj problem, ali pa vsaj en problem, lahko ga kot skupaj tudi rešujemo. In tretja stvar, prepoznavanje prispevkov članov, tako da se dejansko prepoznamo v problemu in ga tudi potem seveda tudi skupaj rešujemo. Tukaj bom rekel, osebna rast in osebni razvoj, veste, v društvu je zelo pomemben, zagotavlja možnost mentorstva. Osebna rast je lahko, kaj je mentor, ne? Mentor je tisti, ki pozna eno stvar dobro, ki je drugi ne. In tak je lahko mentor za to stvar. Nekdo, ki pozna kakšno drugo stvar, je lahko mentor, recimo kuharca dobra, je lahko mentorca nekomu, ki ne zna kuhati. Nekdo, ki en inženir, lahko mentor nekomu, ki pač nima, in tako naprej, se razumete, o čem govorim. In to mentorski programi, ne, v točki 2 tukaj ustvarjajo, veste, podporne odnose ali pa pravne stvari, ne. Mene za to kličejo največ. Mene ne kličejo več za tiste stvari, ki sem bil včasih, kako se oče naš zmoli, pa kako se v spovednici obnašaš, a ne. To me več ne kličejo. Me pa pokličejo zdaj za druge stvari, a ne. Pol so me tudi klicali, kakšne barve naj si oblečejo, pa kakšno steno naj si pobarvajo, to tudi več ne pokličejo. Ker to zdaj so Mavričarji druge sorte postali, ne. Mi smo včasih imeli mavrično Slovenijo po letu 2000, zdaj pa je res postala mavrični svet po letu 2000, še celo na občino so mavrično zastavo, če se spomnite, obesili, pa še kam drugam. Ampak ok, to malo za ilustracijo povem, ker mi je tudi smešno vse skupaj, ko gledam te stvari. Tako da pri tem mentorskem programu, a ne, je osebna odgovornost, ki služi potem, če se z nekom dogovoriš, seveda, da tudi to znanje odgovorno daš naprej. In glejte, čist za, bom rekel, tale pred 6. točko, nujno preverjanje skupne rasti in uspeha kljub preprekam.
kaj vse so nam v društvu v letu že prej, ampak 2004 so bile hude stvari, če glih je zgleda zelo mirno. Blok na blok, briši platformo, tok in tok posnetkov, tok in tok vsega. Veliko stvari, tudi takšnih subtilnih, o katerih v društvu sploh nismo govorili na glas, zaradi tega, ker je bil potreben čas, da se v državni upravi malo stvari zamenjajo, ker včasih ne moreš niti poriniti naprej. Ne? Zdaj so se pa stvari res, kar se tega ščistili, ampak zdaj so pa tehnološki bloki. Torej, vzpostavitev jasnih meritev, ko je stopnja angažiranosti pa teh povratnih rezultatov zelo pomembna, da vam povemo, kaj nas tukaj teži, zakaj nekaj ne gre, zakaj nekaj crkne, zakaj. Tako da vi razumete ta blok, mi pa vam ga pošteno povemo, ali pa vi poveste svojo težavo, pa tudi z druge strani društvo potem. To so pomembne stvari in tukaj smo mi zdaj v 4 letih, 5 letih, odkar se stvari dogaja, moram reči, kar inovativni v ustrajanju. Najbolj inovativna zadeva, vam povem, svoje izkušnje je to, ko so prišli takrat leta, zdaj ne vem, je to bilo 22 ali 21 jeseni, 23. decembra so prišli, pa so nam to vso tehnologijo policisti pobrali, mi smo pa čez 2 dni imeli normalno Zoom, pa vabila poslana, pa nobenemu ni bilo jasno, kako smo to naredili. Temu se reče inovativnost, ne? Ja, in take ideje je vredno posnemati, ker so prišli potem spraševati, kako smo mi to uspeli narediti, jih je zanimalo. Tako so prihajali, veste, spraševati razni, ne? Kako mi to smo naredili. Ja, lejte. Ne, nič nas ne sme presenetiti, kako že tisto NNP. In kaj se je zgodilo? Merili so uspeh. Ko smo mi povedali, kaj se nam je zgodilo, so ljudje še le poštekali, v bistvu, da je čudno, da smo sploh pred zaslonom. Ne? To je merilo uspeha. Tudi ko je še tako hudo, da si tukaj in da si na voljo in da stvari tečejo naprej. Gre za vzpostavitev jasnih meritev, ko je stopnja angažiranosti in povratnih informacij tako slaba ali pa tako nična, da ti še vedno vztrajaš. In to je pomembno. Motivacija, namen našega druženja. Kaj nas motivira? Zakaj smo vsako soboto tukaj in zakaj bomo vnaprej tudi ob torkih obnovili, ker zdaj so bile druge stvari, ki so imele prednost, ki so prinesle te spremembe, namen in motivacija. Evo, čist preprosto 2 točke. Pozitiven vpliv društvene kulture. Če se pozitivni ljudje družimo, zadovoljni, veseli, ali pa ljudje, ki vemo, da si stojimo ob strani in si pomagamo na kakršenkoli način, a veste, ima človek občutek, da ni sam. Dajanje prednosti dobremu počutju članov, bom rekel, s politiko znanja in s politiko opazovanja zunanjega sveta pred zasebnim življenjem in aktivne dejavnosti, ki jih počnemo, to izboljšuje okolje in dviguje kakovost življenja ali pa kvaliteto življenja, če želite. Gre za pozitivno delovno kulturo, ki neposredno vpliva na raven motivacije med nami člani in ne rabiš zaradi tega nobenega prepričevati, naj pride, naj gre, naj naredi to, ampak gre za to, da to človek samoiniciativno se dobro počuti, naredi in ponudi pomoč. A veste, veliko ljudi, ki sploh niso člani, pokličejo in vprašajo, če bi lahko kaj pomagali, z ene strani, z druge strani, ampak z določenih, bom rekel, zadržkov nočejo biti člani. In zadnjič sva se z Viljano pogovarjala, sva rekla, saj nam so zablokirali, veste, ko se tam klikneš članstvo, nam je Google takrat tisto vse porušil, vzel in je tisto gor, kot sem jaz rekel, jaz sem pa tole kar pustil, da se vidi, kako so nas blokirali, ampak smo rekli, v redu, če mi ne smemo zdaj imeti članov, nas pač ne bo samo 5800, pa bo nas pač 2 milijona. Rekli, pa dobro, pol smo pa vsi člani društva Belis. Se ne bomo mi ne sekirali, zato ker se je do zdaj še vsaka stvar izkazala, veste, vam po resnici povem, za neki dober, za naš napredek. Ne za bremzo, ampak mi smo s tem nehote rasli, širili pozitivne misli in razširili zavest družbenega okolja. To je zelo pomembna filozofija
pri vsem tem našem delu in tudi letno poročilo, če ga opazite, kaj smo mi z letnim poročilom v enem letu naredili, iz nič, z dobro voljo, z ljubeznijo in z vztrajnostjo. In k uspehu društva seveda, glejte, je brezplačna vključitev in udeležba. Vključitev je zdaj seveda, niti se ni treba opisati, lahko kdorkoli pride, kdorkoli se lahko udeleži, ker mi delamo za javno dobro. In pa usklajevanje ciljev posameznikov z namenom in poslanstvom društva. To je, glejte, ključna stvar, pripadnost in zavezanost, ki nas spodbuja naš člane, da proaktivno prispevamo k doseganju skupnih ciljev, ki pa niso samo naši skupni, ampak bom rekel kar tako v družbeno dobro skupni. In tako smo prišli, naj vam zdaj zaupam, poglejte, za leto 2024, tale naslovnica in QR koda od spodaj, ampak ta QR koda ni za vašo identifikacijo, pa za zbiranje osebnih podatkov, ampak se uporablja za lajšanje dostopa do teh, kar je čist drug namen, to, kar pa če imaš na osebni QR kodu, se je pa probajte ogniti, na osebni izkaznici ni dobro. Za tehnološko je pa praktično. Vidite, kako je pomembno, kako eno in isto stvar lahko na več različnih načinov se uporabi. Zato, da nekoga nadziraš, ali pa zato, da nekomu olajšaš delo. Veste, to so čist dva različna pristopa, za isto zadevo. In mi skušamo sami sebi, marsikdo vidi, skozi naše znanje tudi olajšati delo. In to res olajšati, ali pa se upreti tiraniji in nadzoru. Torej, javno združenje državljanov smo rekli na začetku danes, da ni privilegij, ki bi ga država ali ministrstvo podeljevala društvom, temveč je to ustavna pravica. Poglejte, takole smo to zapisali. In tukaj imate zdaj ta naslov, o katerih smo govorili. Vodstvo društva, zahvala, kontakt, tabela organov in uvod v poročilo. Tukaj, poglejte, bom malo bližje dal, tabela z naslovov organov je v bistvu, kdaj se na kateri organ piše, in to piše vam v tem letnem poročilu. Imate tabelo z generalnim naslovom in pa 5 ostalih naslovov. So različne stvari in če pišete pisno, predvsem govorim za tiste, ki niste člani, če bi želeli z nami v kontakt vstopiti, imate na spletni strani, bom rekel, in je na Facebooku, na LinkedInu in tudi na Twitter smo dali javno, kjer dostopate do zapisnika. To je letno poročilo za leto 2004 Društva za srečno življenje Belis, kjer imamo te naslove javne. Dalje. V našem poročilu smo naredili povzetke vseh zapisnikov. Teja, draga Teja, hvala, to je okrog 400 strani. Ogromno, ne? Ja. In smo dali analizo zapisnikov, ključne točke in pa glosar pojmov, ker smo skozi celo leto uporabljali včasih tudi pojme, ki jih marsikdo ne razume. In če jih ne razume, je težko razumeti vsebino. Tako da smo tudi za to poskrbeli. In tukaj, gledajte, je letno poročilo od 1.1. do 31.12.2024, povzetki vseh zapisnikov od 6.1.24 pa do 30.11.24, ko smo imeli zadnjo srečanje. Mogoče je še kakšen zapisnik več zraven. Tukaj potem smo šli dalje na finančno poročilo. V tem finančnem poročilu imamo pa zdaj 5 stvari. Gotovinska vplačila, PayPal vplačila, MyPOS in TR račun, gre za isti račun, samo da ima 2 imena. Eden je point of sale, eden je pa direktno plačilo. Gre za isto stvar, gre za isto banko, za isti račun. Sam eden je point of sale, kako bi rekel, to prodajna točka, ki podpira društvo tako, da lahko društvo za ta račun seveda ima svoj podračun in je to potem ločeno, kar se tudi vidi seveda potem v finančnem poročilu. V redu? No, poglejte, zadeve so take, danes je družba zelo različna. Včasih smo imeli samo cash, gotovino, Jaz se spomnim kot otrok, to je šel cash.
Si kravo kupil, si dal keš, pa si odpeljal, čau. Potem je prišlo kaj? Potem so prišle banke z bančnimi knjižicami, pa ne vem kaj, ne. Iz bančnih knjižic so prihajale pol bančne kartice in danes, veste, glejte, že samo tukaj je v bistvu, boste videli, koliko različnih stvari, ampak gremo lepo po vrsti, glejte. Najprej gotovinski finančni prispevki, ki nam jih ljudje prinesejo tukaj v društvo in imamo, bom rekel, čudovito računovodkinjo, ki to vodi takole. Poglejte, jaz sem v poročilu za leto 2024 za vsak mesec statistiko, ki jo je Tanja vodila, napisal noter in to je samo vzorec finančne transakcije za januar 2024 za vsako podrobnost. Kar se tiče gotovinskih prispevkov, imamo v bloku zapisan, kdo in kaj in koliko je dal in Tanja tukaj vodi res natančno. Tako da srčna hvala za to, res, draga Tanja, pridi, da te vidimo. Sicer tukaj bo malo bolj nadrobno, ampak glih toliko, da se ti vsi zahvalimo, srčna hvala za vse delo, ki ga upravljaš in iz vsega srca res se priporočamo v društvu. Še naprej z vsemi. Ker mi pustite služiti. Hvala lepa. Tako da, hvala lepa, Tanja. Morda bi samo eno stvar povedala, ko vodim tele naše prispevke, te, ki pridejo sem, bi samo to položila na srce. Ni važno, koliko prispevate, ampak naj bo to redno. Ker to je važno, če mečkam pipa kapla, potem človek ne bo žejen. Če pa 6 mesecev nič ne pride iz pipe, pa lahko ta čas že umre, tako da se sam tega držite, da je to redno. Hvala. Hvala lepa. Ja, veste, ja, ker tukaj pridejo položnice in je treba pač to vzdrževanje tukaj. Ko smo ravno pri tem, bi rad se zahvalil Iviljani, ki ima nizko penzijo in takrat, ko zmanjka, ona pač priskoči. Ker jaz delam samo to in če pride kak posel vmes, sicer naredim, ampak tle so se stvari v 5 letih rapidno spremenile. Klima se je zelo spremenila in tudi seveda energijo, ki jo dam v društvo, z našo strokovno ekipo je treba komunikacijo narediti, je treba voditi, je treba poklicati in to, a veste, vzame čas. Tako da je zdaj ta preusmeritev res dana z dušo in telesom tle noter. In taka podpora, brez te podpore, danes mi se ne bi tukaj niti mail, niti poročila, niti aneksa, niti se ne bi več družili. Tako da srčna hvala in to, kar je rekla Tanja, ja, če je redno, potem tudi se lažje dela, brez skrbi, ni tisto v glavi, jo, kako bom pa zdaj to, pa tret, pa a veste. Tako da hvala lepa. No, potem druga stvar, ki je, pogledajte, tukaj imamo tudi PayPal, in tudi ta račun, veste, je na firmo vezan. Tako da tlele ni nič osebno, Se pravi, je PayPal vezan na račun, pa MyPost je vezan, ko boste videli na račun, pa še bank, to je vse isti, gre v isti konto, ampak so pa različni inputi. Če ravno zgleda različno, ni, to v bistvu gre vse za en, tako da boste razumeli, kako funkcionira zadeva. Razen gotovine, ki ostane tukaj in se vodi. No, to so finančni rezultati. Glejte, na PayPal je prišlo 1711,37 evra v celem letu. Od tega je PayPal vzel cirka, glejte, 35 evrov stroškov, so zelo dragi. Tako da, če nekdo nakaže 10 evrov, ostane gor, ne vem, 8,30 evrov ali nekaj takega, ostane na računu, ostalo vzame pa PayPal. Ampak v redu, pride, hvala lepa. Vsem, ki, gledajte, tukaj so tudi transakcije, kdo je nakazal, koliko je dal, vse imate v poročilu, tam nič ne skrivamo, vse je javno. In tukaj po mesecih, koliko je prihajalo, se točno vidi, evo, grafično prikazano, tako da, gledajte, takole, včasih pride, včasih ne pride in pač tako je. No, tukaj je pa ta point of sale, se pa tudi vidi, kako različno prihaja, Recimo tista dolga linija, ki jo vidite, to je samo en človek nakazal, Vidite, ostalo je pa, tudi lahko so po 3, po 4 skupaj, tako da je zelo različno. Ampak za vsako nakazilo srčna hvala. Tukaj smo pa sedaj pri direktnem nakazilu na banko, kot vidite.
in se vidi, kako je pa na banko prihajalo za vsak mesec. Januar, februar, marec, pa do decembra, koliko je denarja prišlo z vašimi prispevki, z nakazili rednimi ali pa nerednimi ali pa enkratnimi ali pa nekdo pa sploh nič. Ne, različno. Tako da to, gledajte, so stvari. No, vse to imamo zdaj tudi seveda, kot smo rekli, prijavljeno na iPesu, vse to imamo zregistrirano, mi smo društvo, ki pač delujemo za dober namen, imamo to po statutu in po zakonu o društvih, vse prijavljeno in tukaj pojasnilo k izkazu za letno poročilo, to je finančno poročilo, je tudi pridano not in si ga lahko seveda samostojno sami preberete, da boste videli, kako zadeva poteka. Samo 1 sekundo, prosim. Evo, sem rabo požirek vode. Tukaj je pa potrdilo. Poglejte datum od spodaj, 28.2.2025 ob 11.41 uri je bilo to včeraj, ne, urejeno, prijavljeno, zrihtano, zato da danes lahko pred vami damo to seveda jasno in glasno poročilo. Tukaj je pa potem naprej ena slikca z raznimi ključi, kjer se govori o virih prihodkov, eni so donatorji, drugi so podporniki, potem so mesečne transakcije različne, ki omogočajo, bom rekel, spremljanje, tudi analitično se vidi, koliko in kdaj in kako. Tako da tukaj financiranje društva Belis je zelo skromno, moramo veliko zraven še poiskati na različne načine, da sploh skozi mesec pridemo, ampak kakorkoli je, hvala lepa vsem. Tukaj so pa zdaj tedenska vabila in pa pregled vabil, povezave do vabil, to je kar se financiranja tiče. Zdaj smo po točko 4. Mogoče ima nekdo mikrofon vključen, če ga lahko izključi, prosim, bo dobrodošlo. Okay. Pregled vabil, ki jih pošiljamo, to je zelo zanimiva stvar in pa povezave do vabil in do Zoom linkov. Tukaj smo pripravili od januarja pa do 30. novembra, ko smo imeli zadnjo povabilo poslano, gledajte, vsa elektronska vabila, sporočila in druge pomembne informacije članom društva. Halo? Ali lahko nekdo ugasne mikrofon, ali je moteče? Ali pa, ne vem, če imaš kaj zapovedati, povej na glas, no? Halo? Ja, bi nekdo rad kaj povedal? Ne, v redu je. Potem prav, pol boljš, da ugasnete mikrofon. Če ne, pa roko dvignite, pa povejte, ne? Torej, vabila na srečanje društva, to so letna poročila in pa aktivnosti, ki jih lahko pogledate vse, kar smo počeli. In vsi tisti, ki boste malo poklikali, boste videli za vsako sporočilo, vsako tematiko, vse je napisano, vse je poslikano, vsi dokumenti so polinkani, dostop je skratka do vse dokumentacije čez vse leto skozi naše letno poročilo, ki je res poročilo v globino. Torej, kdor ima PDF, je kompleten PDF, je interaktiven in se da res vse pregledati. Če slučajno kakšen link ne deluje, ampak mislim, da je kar v redu. No? To je zelo v redu arhiv, lep spomin. Naredili smo tudi v lanskem letu tako da zdaj imamo za 2 leti kompletno delo skupaj zbrano in je v digitalni obliki sicer, tako da po moje, če bi to nekdo natisnil, bi tega bilo po moje med 7 do 10 tisoč strani printanih. V redu, gremo naprej. Tukaj vidite so ta, poglejte, datum, potem je številka srečanja,
tole 186 smo imeli 30.11. in če na to plavo črtico kliknete oziroma na ta plavi link, se vam odpre v bistvu kompletno sporočilo in za vse leto nazaj. Naprej gremo k točki 5, k našemu zanimivemu blokiranemu portalu. To je YouTube blog rešitev posnetkov, ki smo jih rešili. Nekateri se podvajajo zaradi tega, ker ko so nam tam blokirali, smo ga dali na drug YouTube, potem so nam ta YouTube po 14 dnevih, po 3 tednih, ne vem, spet odblokirali in smo potem tiste videe nazaj dajali. Zato se kakšni podvajajo, ampak pravim, boljše, da sta dva, kakor da ga ni, kar je dobro. In imate potem tematike in po vsebini vse razvrščen in pa imena govornikov, številke videoposnetkov in prav tako interaktivno link do vsakega posnetka. Jaz temu rečem, to je bilo poročilo selitve v vesolje, ko smo rešili, mislim, da ne vem koliko videoposnetkov, čakajte, da bom potem povedal tisto številko, čez 300 videoposnetkov smo na ta način rešili, ne? Leta 23, v 24. letu smo potem to uspeli narediti. Ampak tukaj se meni zastavlja vprašanje, mi dva greva raziskovati našo ustavo. Kaj so s tem naredili, ko so nam blokirali? Glejte, kršili so 39. člen Ustave Republike Slovenije, to je svoboda izražanja. Tukaj, ki je zagotovljena svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih oblik obveščanja in izražanja, kajti vsakdo lahko svobodno izbira in sprejema in širi vesti in obvestila v Republiki Sloveniji. Če je to tuja platforma, ki ponuja storitve v Republiki Sloveniji, se mora držati lokalne zakonodaje. In tukaj tile IT giganti kršijo lokalno zakonodajo, ampak ko pišeš njim, pišeš dejansko v eter, ker oni si postavljajo svoja interna pravila, ki naj se jih mi držimo tukaj v Sloveniji. In to nikakor ne gre skupaj. Ok. Glejte, potem imamo pri vsaki številki, tukaj sam toliko, da vam povem, ime govornika in pa številka videa iz tabele. To se pravi, če želite nekoga poslušati, da si rečete, ja, tisti gospod je bil pa v društvu, pa je govoril, ga poiščete po imenu in imate številke video napisane in te številke lahko potem poklikate v nadaljni tabeli in poslušate video samo ene osebe. Ali pa naredili smo tudi noter poročilo po tematikah, so videi razdeljeni, ne? Tako da vsem tem, vidite, tukaj so govorniki in tukaj številke od 1, 2, 3 naprej dol, so pa seveda interaktivni linki in če tle kliknete, se vam odpre video vsebina. Tako da imate čez cel let za nazaj kaj poslušati, pa klikati, pa pregledovati, ker je zelo zanimive stvari, ko človek malo nazaj gleda. In potem smo odprli po tem bloku seveda nov YouTube kanal, ker tistega, ki so nam zbrisali, še danes ni. Pa še predhodnega, ki so nam zbrisali za 700 posnetki leta 2022, tisti pa sploh težava s tistim, ne. To se pravi, nam zelo nam o društvu nagajajo, kar pa vam nekaj povem. To nekaj pove o društvu. To pomeni, da pritiskamo na prave gumbe, ki jim ne pašejo. Kajti? Če bi mi govorili v veter, potem se nam tle ne bi nič dogajalo. To je moje mnenje. Kaj smo mogli? Od nule začeti. Mi smo imeli preko 3500 naročnikov. Bilo je 700 video gor, ljudje so poslušali to, se pravi, vsak video je imel takoj v istem dnevu ali pa naslednji dan od 1000 do 10.000 ogledov. Potem smo mogli začeti od nule, zato ker so vsi tisti videi, ki so bili zlinkani v 2 letih, ko klikneš, pravi videa ne obstaja, reče, tega pa več ni. Ne? In to jih je bilo 700. Zdaj si pa vi predstavljajte, kakšno škodo so naredili društvo. Ne? Pri omejevanju govora. Pri brisanju ene platforme. Strašno nepošteno. Ampak za nekaj dobro. Ne? Mi vztrajamo. In smo ponovno začeli širiti kanal. Imena govornikov, potem so linki posnetkov, pa tematski sklopi, isto kot smo povedali že prej. Dobro, zdaj trenutno imamo na YouTubeu 526 naročnikov in gledajte, to je od takrat, ko smo ustanovili, se pravi od junija 23, seveda zdaj tukaj je cel 24 zraven zajet, pogledajte, kako nam zdaj raste.
naš YouTube kanal. Začeli smo z nula, z enim, ne, in zdaj to počasi gre, ne, počasi spet ljudje razumejo, kaj delamo, ker so nam zbrisali, vse so nam uničili. Kot da ne obstajamo, kot da nas ni. To so probali narediti, ampak v redu. Poglejte, predavanja, izobraževanja, projekcije, inštalacije ter videoposnetki z bogatimi vsebinami so v letnem poročilu, vse je noter. Poleg tega smo imeli celo leto še dodatno smo ojačali s torkovimi večeri. Borut je rekel, Mihael, kdaj bodo torkovi večeri? A je tako, Borut? Ne? Sem rekel, zdaj le imamo nujne stvari, se bo. Vidite, tukaj so vse teme, tudi za vsak torkov večer piše. Pod številko 1 na YouTubeu je številka 39 videoposnetek. Ja. Kaj pa je zdaj to? Nekaj novega? Aha, tle se je nekaj vključilo, dobro. Potem imamo pa, gledajte, tam, če gledate pod številko 6 torkov večer, politične obljube za lepšo prihodnost, pod številko 68. Tako da tudi za vsak torkov večer imate kompletne linke, si lahko vse pogledate tudi za nazaj. Zgleda pa tako, a ne, tale potem v nadaljevanju smo nekako uspeli to v PDF spraviti in narediti interaktivno. Evo, potem smo rekli, da so video zapisi razdeljeni po tematikah, si boste sami pogledali. No, tole je digitalna zasebnost in nadzor, o tem bomo danes pa še govorili. Velik poudarek smo dali v vsem letu 2024 na varstvu digitalne zasebnosti, zakonih in varstvu osebnih podatkov in nevarnostih digitalnega nadzora. Skrb glede popolnega nadzora družbe. To je zdaj najhujša stvar v različnih področjih. In to bomo nocoj, če boste za to, seveda sprejeli, potem pa bomo razvijali naprej, tako do jeseni, ko stopi data akt v neko polno ali pa polno veljavo, da se tudi mi potem širimo ta svoj firewall oziroma ta ščit in se zaščitimo sebe, in če bo kdo želel državljanov, seveda tudi njega, ker delamo v javno dobro. Tako, in potem še čisto za konec, poglejte, je pa prošnja in zahvala. Spodbude društvu smo rekli, vidite, preko bančne kartice, preko tekočega računa, lahko je preko PayPala, lahko je preko UPN. UPN pomeni univerzalni plačilni nalog položnice, in ali pa tudi preko QR kode, kjer se kar odpre, bom rekel, ta plačilni sistem in se da tudi kaj nakazati.